pa na nje posebnega vpliva seveda nismo imeli. Selektor si v določenem delu strokovni štab oblikuje sam, to je njegovo po pogodbi prosta izbira, ampak kot rečeno, s prvo sestavo smo bili bistveno zadovoljni. Kakšni so zdaj plani naprej, glede reprezentance? Ja, reprezentanca ima seveda zdaj vrsto prihajajočih akcij v prihodnje. Ni nam potrebno igrati kvalifikacije za Evropsko prvenstvo v januarju, to je že do neke mere plus. Upamo in želimo si, da bomo lahko organizirali challenge za uvrstitev v VNL, torej v novo Ligo nacij. To bo znano po razgovorih, kot sem jih zdaj opravil med svetovnim prvenstvom v mesecu oktobru, ko naj bi bili zaradi določenih sprememb, ki jih je pogojeval tudi Olimpijski komite, je potrebno koledar Svetovne zveze redefinirati in odločitev okrog tega, kje in kdo bo organiziral posamezna tekmovanja, bo v kratkem znana. Nimamo pa pravzaprav v tem trenutku nekih pomislekov okrog tega, še vedno trdno stojimo na stališču, da ta challenge organiziramo prihodnje leto v juniju v Ljubljani in upam, da bodo tudi vse aktivnosti v skladu zagotovili Svetovne zveze šle v to smer. Seveda nas pa potem čaka prihodnje leto v drugi polovici reprezentančne sezone za nas v tem obdobju najpomembnejše tekmovanje, to je Evropsko prvenstvo doma. Pripričan sem, da se bomo tam pokazali v še boljši luči, kot smo se tukaj in da bodo fantje vsi zdravi. Ne vidim v tem trenutku nobene bojazni, da bi se kdorkoli reprezentančni akciji odrekel ali se ne udeležil. Pripravljenost znotraj reprezentance je absolutna. Vsi se zavedamo pomena tega tekmovanja in to je pravzaprav vrhunec tega ciklusa, morda tudi te generacije. Olimpijske še večje. Olimpijske bi bile pa nekako češnja na torti, zagotovo. Z uvrstitvijo na tem svetovnem prvenstvu smo si odprli vrata v olimpijske kvalifikacije. Kako težko je priti med najboljših 12 na svetu, sploh ko je potrebno upoštevati še kontinentalni ključ. Seveda smo videli tudi na tem prvenstvu. Pot do tja bo težka, trda, ampak mi še vedno vse aktivnosti nekako peljemo v tej smeri, da končno pridemo tudi na olimpijske igre. Vrsto mejnikov smo že premaknili od izjemnih uvrstitev na Evropskem prvenstvu, čeprav smo se tja že uvrščali, do prve uvrstitve na svetovno. Pravzaprav tudi do uvrstitve v svetovno ligo pa nam je bila potem ta odvzeta in res pravi vrhunec bi bila uvrstitev na olimpijske igre. Če se zdaj preživeči to dogajanje zadnjih 4 mesecev poleti in pa septembra, a je bila odločitev, da se Evropska liga igra torej drugačno, desetkano drugo, postavo se še zmer zdi pravilna? Težko je to kategorično ocenjevati. Torej, razplet bi lahko bil takšen ali drugačen. Dejstvo je, da so reprezentance, ki so uspešno prestale ta tekmovanja v prvem delu sezone, prišle verjetno z več izkušnjami, z težjimi tekmami na to svetovno prvenstvo, a po drugi strani je dejstvo tudi, da so ta tekmovanja nekatere reprezentance zdesetkale. In tako kot se recimo zgodilo Bolgarom, če resnično nimaš izjemno širokega nabora igralcev, te lahko takšno neprestano nastopanje seveda v kakšnem trenutku tudi zavre. Mi smo na svetovno prvenstvo prišli zdravi, imeli tekom priprav kar nekaj težav, tudi nekaj poškodb, ampak vsi so stisnili zobe in pravzaprav popolnoma kompletni smo odigrali celo svetovno prvenstvo. Zdaj, ali pa je bila pripravljenost resnično optimalna med svetovnim prvenstvom, pa je že drugo vprašanje. Dejstvo pa je, da smo bili kompletni. Zdaj, kakšno oceno je dal selektor takoj po izpadu z prvenstva? Vemo, kaj pa po prespani noči, verjetno sta se slišala, kaj pa je rekel, kje je našel razlog za
Tudi jaz sem se selektorjem slišal samo takoj po prvenstvu. Torej, midva sva se pogovorila, sva govorila. Njegovo razpoloženje v tistem trenutku vi še bolje poznate kot jaz. Na vsak način je bilo kar nekaj težkih besed. Recimo, da jih razumemo v kontekstu tiste zadnje tekme, je pa zagotovo pred nami obdobje, ko se bomo morali usesti in pogovoriti in se tudi odločiti, kako in ali dalje. Torej, te faze še ni bilo do zdaj? Ne, mi bomo najprej to prvenstvo seveda preanalizirali doma. V prihodnjem tednu ali v prihodnjih dneh nas čaka seja predsedstva in seja strokovnega sveta. Na obeh bomo nekako poskušali oceniti trenutno stanje in na podlagi teh ocen tudi ukrepati. Ko se vi nagibate zdaj? Poskušam stati kar se da ravno. Ja, verjetno pa bo zelo kmalu prišel čas, ko se bomo morali tudi nagniti. A ima še pogodbo z zvezo? Ima. Še 1 leto? Njegova pogodba je veljavna še 1 leto. Zdaj, pogodba je kljub vsemu samo papir. Kdaj ste pa to podpisali? A ni 1+1? Ne, pogodba je 3-letna. Torej s pogojem. Se je druga sezona. 2+1. Ja, 2+1 z možnostjo avtomatskega podaljšanja, če se uvrstimo na olimpijske igre. Kako pa gledate na to, če so govorice resnične, da se pogovarja z drugimi? Koliko so te govorice resnične, ne vem. Prišle so tudi do nas, vendar ne od njega. Ocenjujem, da bo prišel čas, ko bo to informacijo, če je resnična, prenesel tudi nam, ampak v tem trenutku z neko kompetentno informacijo z njegove strani ne razpolagamo. Kako ste pa vi recimo razbrali njegove besede? Še čutite, da se on še čuti v vlogi selektorja? Ne več. Torej, te njegove izjave, jaz sem si jih ogledal v medijih, vi ste jih verjetno spremljali na licu mesta. Ne dajo kakšnega posebnega upanja. Kot rečeno, recimo, da jih razumemo v kontekstu zadnje tekme, lahko pa so tudi že kakšno opredeljujejo kakšno bolj izdelano stališče z njegove strani. Takimi situacijami nimate ravno najbolj izkušen. Niti ne izkušen, niti ne kakšne posebne sreče. Torej, ja, meni se te zgodbe okrog selektorjev kar stalno zapletajo. Zdaj ne vem, jaz upam, da razlog ni v meni. Ampak, gledajte, če bo potrebno, bomo odtekli še 3. ali 4. ne vem kateri krog že iskanja selektorja. Bo potreb kar malo ne evropsko slovenstvo. Na vsak način. Še nekaj, a je bila ta želja ali pa cilj uvrstitev med 6 stvar zveze, ali si je tudi selektor in igralci so si postavili izjemno visoko to leto, glede na to, da je bila Slovenija edina debitantka po letu 2002 na svetovnih prvenstvih. Jaz lahko rečem, da so bila to pričakovanja vseh nas, da smo, ali pa želje vseh nas. Vsi smo si želeli, da vendarle v prvi vrsti pokažemo, da se nam je v preteklosti godila krivica in to nam je kljub vsemu, prepričan sem, uspelo. Torej, vrstili smo se na mesta, ki ne glede na obliko in način tekmovanja Sloveniji zagotavljajo mesto med najboljšimi. Kot rečeno, morda nismo vsak trenutek izgledali najbolje. Ja, želja je bila seveda priti više, verjamem, da si je selektor, tudi nekatere izjave so to nakazovale, želel priti celo do medalje. Zdaj, koliko smo bili v teh svojih pričakovanjih realni, je drugo, ampak te tekme zdaj v nadaljevanju potrjujejo, da nam vsaj takšnim, kot smo v tem trenutku bili, do tistih najboljših še nekaj manjka. Jaz sem samo vprašal, koliko je bilo debate ali pa tega na domače evropsko prvenstvo. Videl smo tam, da so bili belgici z organizatorji, da so bili verjetno tudi kakšni drugi, koliko ste o tem govorili, teh izkušnje, koliko ste se kaj povezali, se stankovali v tej luči speljali. Zdaj, mi bolj kot ne že usklajujemo detajle okrog evropskega prvenstva. V osnovi je sam koncept dodelan. Jasno, takšne priložnosti izrabljamo za to, da si izmenjujemo izkušnje.
tudi nekatera skupna razmišljanja, usmeritve, kako naj bi to evropsko prvenstvo izgledalo kar najbolje. Več od tega pa na tem prvenstvu pravzaprav nismo govorili okrog same organizacije evropskega prvenstva. Moram pa reči, da je pravzaprav v očeh vseh, ki bomo soorganizirali to naslednje evropsko prvenstvo, bolj kot ne enotna ugotovitev, da Slovenija pravzaprav ta trenutek izgleda najbolje, oziroma je, vsaj kar zadeva organizacije, najbolje pripravljena. A bo urnik bolj prijazen do reprezentanc, kot je bil na prejšnjem evropskem, pa tudi kot je na tem svetovnem, ko bodo zdaj recimo ključne tekme, reprezentance igrali 4 tekme v 4 dneh in to polfinale, finale, ko ne bi bil največji spektakel. No, urniku smo na teh medsebojnih sestankih posvetili izjemno veliko časa. Usklajevali smo ga tako s CEV-om, kot tudi mi soorganizatorji med seboj. Prepričan sem, da smo našli modus, ki bo zadovoljeval tako nas organizatorje, kot tudi reprezentance, na vsak način pa ne postavlja igralcev pred tako zahtevne naloge, kot so jim nekateri izpostavljeni tukaj na tem svetovnem prvenstvu. In tudi sam koncept tekmovanja, torej postopek kvalificiranja in napredovanja v zaključno fazo je bistveno bolj logičen in bistveno bolj enostaven od tega tukaj na svetovnem prvenstvu. Je kaj teh tujih držav izrazil željo, mislim, pač že navezali kaj stike, glede na to, da bo pač nas razporedil prej tudi prostorske, glede na to, da je reprezentančna akcija, kakršnakoli bo, svet se bo sestavljala skozi poletje mozaično, se bo iskalo, mislim, je že zelo izrazil željo, da pride, oziroma da bi bilo kaj v smeri navezane. Meni osebno kakšnih tovrstnih želja ni izpostavljal nihče. Verjetno je razlog bolj kot ne v tem, da pravzaprav še niti ni znano, kje bo kdo evropsko prvenstvo igral. To bo znano šele po januarskih kvalifikacijah. Takrat bomo dobili skupine in verjetno bo takrat tudi že prišlo do prvih konkretnih pogovorov okrog tega, s kom in na kakšen način se na to prvenstvo pripravljati. Kako napolniti dvorano? Z vami. Torej, tukaj pa vas resnično pozivam in prosim, da nam v tem obdobju pred prihajajočim evropskim prvenstvom pomagate. Le skozi vas bomo nekako dosegli zadostno maso obiska v Stolicah. Stolice so velika dvorana, kakorkoli za odbojko, izjemno velika, a jaz sem prepričan, da smo jo ob primernem pristopu tudi z odbojko sposobni napolniti. Dejstvo pa je, da je praktično enkrat večja od teh, v katerih smo igrali tukaj v Italiji. So pa zato tudi, to lahko rečem, enkrat boljši pogoji od teh, ki smo bili tam. Verjetno bo tudi organizacija boljša. Recimo, da sem prijazen. Preveč. Ker sem prej sam zamudil, ko so bila vroče glave, bil kakšen odziv tudi igralcev, že kaj, jaz ste se tudi spraševali, Ja, tako kot smo se pogovarjali, oziroma kot sem se pogovarjal po tekmi s selektorjem, sem se seveda tudi z nekaterimi igralci, ampak kot rečeno, takoj po tekmi in takrat je te izjave jemati čisto za končne, morda malo prenagljeno. Ni pa prav enostavno obdobje pred nami. Lahko še kaj v ženski reprezentanci povete, kaj? Z velikim veseljem. Prosim. Kar povejte. Vemo, da tudi ženske zdaj so v eni fazi preoblikovanja. Dekleta so prvič v fazi pomladitve. Jaz ocenjujem, da so izjemno dobro strokovno vodena. Pred nami je še drugi del kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Morda nismo čisto vsega ponovno dosegli, kar smo si zadali v tem prvem krogu, ampak na vsak način so vrata na evropsko prvenstvo, po mojem mnenju, široko odprta in dekleta bodo v tem drugem delu kvalifikacij, mislim, da to priložnost tudi izkoristila, tako da nas prihodnje leto čakata 2 evropski prvenstvi z našo udeležbo in kot rečeno, prepričan sem, da tja oboji sodimo. Je pa napredek tudi v ženski odbojki in reprezentanci
zagotovo viden, torej zdaj je v teku obdobje prestopov in lahko rečem, da tako velikega števila naših igralk in igralcev v tujih klubih, kot bomo priča letos, ni bilo še nikoli v preteklosti. Torej, slovenske igralke in igralci postajajo cenjeni, postajajo iskani v tujih klubih in te možnosti in priložnosti tudi s pridom izkoriščajo. Po drugi strani pa je morda potrebno poudariti tudi, da je očitno odbojka našla nek svoj izdatnejši del tega marketinškega prostora v Sloveniji, kajti tudi takšno število tujih igralcev, kot bo letos igralo v slovenski ligi, mislim, da ni bilo še nikdar. In to lahko na nek način naredi tudi naše domače prvenstvo zanimivejše, predvsem pa bo konkurenca s tujimi igralci po moji oceni zelo pozitivno vplivala tudi na te mlade igralce, ki prihajajo, tako da ja, skozi vse te aktivnosti in nekako skozi to konstantno delo se položaj odbojke in kvaliteta odbojke v Sloveniji zagotovo dviguje. Že omenil državno prvenstvo, moški, ženske, v kakšne novosti oziroma vemo, da pri ženskah nekaj novega? Ja, pri ženskah je prišlo do spremembe, torej nimamo več prve in pa dveh drugih lig, ampak imamo prvo A in prvo B ligo. Še eno vprašanje vezano na poslovnost, je bil kakšen, mislim, se ne vem, bilo kakšno povezovanje kongresa, karkoli v bistvu v tej obliki ni bilo, mislim, da ne, v tem času. Znane so v bistvu olimpijske kvalifikacije, sistem, kako se skozi poteka, kako je se končalo s tem točkovanjem, kako ste prišli do teh stvari. Slovenija v bistvu zdaj na evropski lestvici skočila, pa bo še, bo v bistvu med verjetno 6, na svetovni bo med 15, potem, kar se kaže, se obeta lahko, da bo že na interkontinentalnem, prav še pred evropskimi kvalifikacijami dobila priložnost za olimpijske. Ste karkoli okrog tega razrešvali, prišli do nekih? Ne. Torej, nas se FIVB še v kakšnih bolj pomembnih stvareh, ki zadevajo nas, ne sprašuje, tako da verjamem, ne pričakujete, da so nas tudi kaj spraševali okrog tekmovalnega sistema. Vem pa, da so imeli kar nekaj debat in vsled tega tudi sprememb z Mednarodnim olimpijskim komitejem, kajti sistem, ki je veljal v preteklosti za olimpijski komitej, ni bil več sprejemljiv. In tako je bilo FIVB naloženo, da tudi spremeni način olimpijskih kvalifikacij, ampak v kakršnikoli obliki že te kvalifikacije bodo potekale, mi s svojimi rezultati bomo del teh olimpijskih kvalifikacij in kar je pomembno, rezultati v VNL-u ne štejejo za kakršnokoli lestvico. To je zagotovljeno in napisano. Koliko ste se v tej temi pogovarjali z Belgijci? Mi in Belgijci smo hoteli ali ne hoteli ves čas nekako povezani v dobrem in v slabem. Nastopamo skupaj, če se le da, tudi po dvakrat na istem prvenstvu in tako dalje. Skupaj smo v težavah, skupaj smo v sporih in pregovorih z Svetovno zvezo, tako da ja, z njimi imamo resnično ogromno skupnega. Gre za dve majhni evropski državi, za kateri očitno znotraj največjih ne obstaja kakšen poseben interes. Dejstvo pa je, da gre za dve izjemno kvalitetni reprezentanci, ki si svoj renome s tekmovanja v tekmovanje dvigata in vedno bolj nekako s strahom nasprotnike vsi tudi jemljajo. Zdaj, slej ko prej bomo zagotovo tudi na teh največjih tekmovanjih, no, do neke mere smo že, mi z medaljo na Evropskem prvenstvu, Belgijci s 4. mestom, tudi ne nazadnje 7. v zadnji izvedbi Svetovne lige, smo dokazali, da lahko stojimo v boku najboljšim. Za tisti čisti vrh pa bomo, zgleda, oboji morali še malo počakati.